Ti novembrski zbori so bili ponavadi priložnost za uveljavljanje mlajših igralcev, tokrat verjetno tudi zaradi bližine olimpijskih iger, že kar sestava taka standardna z večino igralcev. Ja, sigurno. Čaka nas v tej sezoni prvi velik cilj olimpijske igre in tudi na podlagi tega je bila sestavljena tudi zdaj ekipa za Francijo. Tudi probali smo zajeti malo večje število igralcev, da se lahko še kakšnega več izproba. Vključili so se pač nekateri, ki so mogoče v prejšnjih letih manjkali ali pa niso bili prisotni z raznih razlogov in prvotni cilj tega turnirja je pač pregledati stanje igralcev in pa pač nekako tudi probati sestavljati že kakšne kombinacije za nastop na olimpijskih igrah. Kakšen je potem nadaljnji načrt do olimpijskih iger, po vrnitvi iz Francije? Kakšen bo zadnji teden pred štartom olimpijskih iger? Ja, program je tak, da se zdaj še usklajujemo, ampak nekako 5. 6. februar sta datuma, ki ne bi odpotovali v Korejo in se tudi tam začeli pripravljati. Imamo dogovorjeno eno tekmo s Korejo, možnost je pa tudi druge tekme nekako smo dogovorili z Nemci, ampak to še ni nič potrjenega, ker gre tukaj tudi za dosti logistični zalogaj, ker se je treba nekako vračati, prihod v Korejo, pa pol bomo verjetno odigrali tekmo v Seulu, tako da bomo prve dni v Seulu, pa bomo šli v olimpijsko vas, pa otvoritev, pa bi mogli pa spet v Seul odigrati to, ker na prizorišču samih olimpijskih iger ne smeš odigrati nobene tekme, tako da verjetno bomo šli spet tja, če se bomo za to dogovorili, ampak če bo to sploh imelo smisel, morajo se pač tudi obe strani strinjati, ker gre, kot sem povedal, gre za velik logistični zalogaj in če bomo preveč zgubljali na poti, potem se pač poraja vprašanje, ali ima to sploh smisel ali ne. Ampak to so vse stvari, ko se dogovarjamo, pač treningi na samem prizorišču. Bo Koreja potem gostovala tudi v Sloveniji pred svojim svetovnim prvenstvom? Ja. In boste takrat tudi v zimi preigrali? Ja. Če se vrnemo k temu turnirju, ki nas čaka zdaj v začetku novembra, ponavadi so bili ti zbori, Bled je postal nekakšna baza, ampak zdaj je drugače, to zaradi logistike, zaradi možnosti treninga v Franciji. Ja, to smo že enkrat prakticirali. Ravno tako v Franciji smo se pač vsi zbrali, ker je večina igralcev zdaj seveda prihaja iz tujine in je mogoče še več napora za samega igralca, da se po končanem kolu, ki imajo nekateri še v nedelo tekme, da se pripeljejo v Ljubljano, pa pol iz Ljubljane potem štartajo seveda vsi skupaj v Pariz, tako da smo se odločili, da se bomo kar tam zbrali. Tam imajo tudi ta nov center, so Francozi zgradili. Jaz mislim, da pogoji za trening bojo tam ravno tako odlični in je bila pač odločitev taka, da se vsi zberemo tam in pričnemo z treningi in pripravami na ta turnir. Imajo vsi fantje dovoljenje za vse 3 tekme, včasih KHL-ovci niso? Ne, od KHL-a nimamo zdaj, mislim, da je Gregorc, nekako, to je bil Kari v dogovoru tudi s trenerjem, pa to mislim, da bo on odigral samo 2 tekme. Tako zaenkrat, kar se tega tiče, je tako. Je pa dostikrat to vprašanje pri klubih, pač ali lahko, ampak imamo tudi več igralcev na razpolago, tako da v tem primeru ne bo. Kari pride neposredno tudi v Francijo. Ja. Ti si bil pri njem zdaj nedolgo časa nazaj. Kakšni so bili vtisi, pa si tudi pogledala KHL? Ja, Finska. Mislim, kar se hokeja tiče, tam je to šport, številka je, organizacijsko vse. Kar nekaj stvari so se ogledala, sem si tudi to tekmo Joker Torpedo, pa sem se ogledala eno tekmo Jukurit Jip. Jukurit je trener tudi Risto Dufa, ki bo tudi prisoten na tem turnirju zdaj v Franciji. Tako da smo šli še njega pogledati. Dobili smo se tudi že v Helsinkih na uni tekmi, tako da smo kar nekaj stvari se lahko zmenili. Tudi njegov pogled je v tem primeru bil predstavljen.
kako in kaj. Dosti je bilo narejenega, kako se bomo porazdelili naloge. Delali smo veliko tudi na video analizah, pač probamo igralcem zdaj v Franciji bomo probali predstaviti, kako se bo igrali, kako ne bi izgledala naša igra na podlagi video posnetkov, tako da je dosti dela za vse, tukaj tudi Aleš Burnik upravlja velik del. Tako da smo vsi nekako vpeti, kar se tiče mojega obiska na Finskem, pa mislim z moje strani super. Tudi imel sem priložnost videti tudi kakšne stare prijatelje, so igralce iz tistih časov, ko sem jaz igral. V glavnem sva pa s Karijem veliko delali. Tako da sva kar obdelala veliko stvari, ker se mogoče takole na daleč po telefonu ali pa po kakšnem Skypeu je to malo težje. Tako da je bilo zelo produktivno in človek bi si kar večkrat želel pogledati. Tudi kakšno do vrhoke, pa ne trdim zdaj, da se pri nas ne gleda do vrhoke. Vsi vemo, kaj Finska pomeni, tudi organizacija njihove zveze, pa to je na to visoki ravni, da se lahko od njih samo kaj naučimo. Seveda pa ne mogoče kakšne stvari kopirati, pa jih pa ne sem, ker zaradi raznih razlogov je to nemogoče. Lahko pa se pa veliko naučiti. Kako pa ste si razdelili naloge, recimo zdaj na trenerji? Ja, dobro, ene stvari so čisto specifične, kako se bo vodila tekma, kaj bo na treningih, kdo bo prevzel začetne vaje, kdo bo potem uskočil. To ne bom šel čisto v detajle, ampak o tem je bilo veliko govora. Tudi kako se bomo pridobili tudi posnetke, recimo zdaj Deutschland Cup, kjer igrajo in Slovaki in Amerikanci. Tako da bomo probali. Te Amerikanci tudi dela v decembru, nekaj na Norveškem, tako da bomo Slovak, tako da bomo probali tudi mogoče celo jatke, pogledati si kaj ali pa pridobiti tudi to. Tako da ja, te naloge so zdaj malo specifične. Kdo bo šel na let, kdo ne bo šel na let, kdo bo prisoten na treningih. Take stvari. Kje tebe recimo vidi Kari? Pa tudi me zanima v času pred tekmami, pred turnirji, recimo v tem času zdaj, ki smo. Ja, mi sva v dnevnem kontaktu, vsake pol dneva enkrat se slišimo. Sploh tlele, ko smo sestavljali ta spisek, pa to je bilo dosti neznank, oziroma vedno je pride do nekih problemov. Se to je normalno, ker po takem številu igralcev in takem številu klubov je to tako. Tle sem jaz veliko bil tudi v kontaktu, tudi on s svoje strani, glede na to, da tudi on ima svoja poznanstva in lahko obrne telefon. V primeru Gregorca je bilo tako, da pozna trenerja v poklicu in se je dogovoril, kako in kaj. V glavnem sva to, pa kaj kdo misli, ogromno se je ogledal tudi teh posnetkov, raznih lik, tako da ima pregled nad vsemi igralci, več ali manj. Dosti je vpet tudi on sam. Tudi jaz sam sem si mislil, da se ne bo toliko angažiral, ampak to je na nivoju, ve, da se kaj, kar pa ne vemo, pa pride prav moja informacija.